Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o težnji po temu, da bi zapustili ta svet in o razlogih za to. Marsikdo vidi ta svet kot nekaj neznosnega in bi želel oditi nekam stran, v onostranstvo, v drugačno deželo, kjer ne bi bile stvari veliko lepše in prijaznejše. Ta svet je enotna fizična realnost, v katerem vsi živimo in vsi ga soustvarjamo. Ta svet, ta trenutek, ta realnost je rezultat vseh nas, in sicer naših odločitev v preteklosti. Vprašanje pa je, koliko se spomnimo naše preteklosti. Koliko tistega, kar smo storili v preteklosti, se pravzaprav zavedamo. Koliko dogodkov samo iz našega trenutnega življenja se spomnimo. In kje so šele tisti dogodki, katerim smo bili priča v naših preteklih življenjih, v preteklih inkarnacijah. Vsi se delamo nevedne, si rečemo, da za to realnost nismo odgovorni, ker se pač ne spomnimo preteklosti in ne zavedamo se, kako smo mi soustvarili to realnost. Vendar ta realnost je naša lastna stvaritev. Vsi smo zato enakovredno soodgovorni za trenutno stanje. In če želimo pobegniti stran od te realnosti, pomeni, da želimo pobegniti stran od naše lastne stvaritve. Lahko gremo sicer v nek drug svet, v neko drugo okolje, kjer bomo na novo začeli ustvarjati. Toda, če ne bomo postali odgovorni ustvarjalci, bomo v tistem svetu zopet ustvarili enako trpljenje, kot ga čutimo na tem svetu. Ni torej rešitev v tem, da poskušamo pobegniti stran od tega sveta. Edina rešitev je, da ozavestimo, kako in zakaj smo ta svet ustvarili takšnega, kot ga trenutno čutimo. In kaj je tisto, kar nas je vodilo, da smo si ustvarili ta svet na tak način, da v njemu čutimo pomanjkanje, bolečine, vojne, nasilje in vse mogoče nevšečnosti. In tudi naše fizično telo je tisto dodatno ogledalo, ki nam pomaga ozavestiti naša dejanja. Naše fizično telo nam z bolečinami in boleznimi kaže, kako smo v notranjem konfliktu, kako sledimo določenim mislim, z katerimi ustvarjamo ločenost in konflikt v našem odnosu do tega sveta. Pomembno je, da začnemo kot edino trajno rešitev ozaveščati in spreminjati naše miselne vzorce. Nujno je, da si vzamemo čas, da ozavestimo
naša pretekla dejanja, da pobrskamo po našem spominu in pogledamo, v kakšnih dogodkih smo vse sodelovali, v kakšnih dogodkih smo čustveno reagirali, v kakšnih dogodkih smo druge krivili za našo čustveno reakcijo. Kajti vsaka čustvena reakcija je zgolj pokazatelj, da smo v stanju notranje razdvojenosti, da nočemo sprejeti realnost takšno, kot se kaže v sedanjem trenutku. In to zato, ker imamo v našem umu prepričanje, da bi realnost morala biti drugačna. Vendar ne moremo v trenutku spremeniti te realnosti. Potreben je čas, da se zmanifestirajo spremembe. Zato edino, kar nam ostane, je to, da to realnost v tem trenutku, kot se je zmanifestirala, v polnosti sprejmemo. Da se zavedamo, da je to zgolj posledica naših preteklih odločitev. In če hočemo ustvariti novo prihodnost, boljšo prihodnost, moramo ta trenutek začeti uporabljati drugačne principe, izbirati drugačne odločitve. Takšne odločitve, da ne bomo upoštevali samo sebe, svojega lastnega sebičnega interesa, temveč da bomo vedno, v vsakem trenutku v zavedanju, da se to realnost delimo z številnimi drugimi živimi bitji. Da moramo vedno delovati v interesu vseh. To je kar zahtevno, da dosežemo takšno zavedanje, je dolgotrajen proces večletnega ozaveščanja in preobražanja svojih miselnih vzorcev. Potrebno je, da smo stalno pozorni na naše dihanje in da kadarkoli nam naš proizvede neko misel, z katero nas prepričuje, da je čisto v redu, da smo sebični, da je čisto v redu, če ne upoštevamo drugih, da takšne misli sistematično, kategorično in v trenutku zaustavljamo. Da rečemo ne in da poiščemo boljše misli, da sledimo odločitvam, ki bodo vedno v interesu vseh ostalih živih bitij. Takšen način odločanja se bo tudi potem reflektiral, zrcalil v našem fizičnem telesu kot odlično psihično in fizično zdravje in kmalu bomo lahko tudi zunanjost v tem svetu, to univerzalno fizično realnost, izboljševali na tak način, da bomo odstranili tudi kakršnekoli fizično pomanjkanje. Kot pomoč pri preobražanju teh miselnih vzorcev priporočam pridružitev mednarodni skupini Destiny, ki ima zelo natančne razlage o tem, kako deluje človeški ki ima spletne tečaje, tudi brezplačne uvodne tečaje Destiny iProcess, kjer se vsak lahko nauči učinkovitega, preprostega načina preobražanja lastnih miselnih vzorcev. Izkoristite ta odlična znanja in podporno skupino, da si bomo lahko drug drugemu pomagali, se podpirali in soustvarjali praktični raj na zemlji.
Hvala za posluh in nasvidenje.